No, takole, mi pa se sedaj odpravljamo v Zgornje Gameljne, kjer je bila leta 2011 z odlokom Mestne občine Ljubljana razglašena ruska dača za kulturni spomenik. Od konca leta 2016 je v lasti podjetja Ruska dača d. o. o., ki je takoj pričelo s prenovo pod budnim nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Prenova zunanjosti je bila zaključena oktobra leta 2018, po več kot 2 letih je svojo podobo dobila tudi skrbno opremljena notranjost vile, ki je na voljo za vodene oglede. Več kot desetletje zapuščena in propadajoča lepotica je dobila nazaj podobo, v kateri je sijala leta 1908. Ja, to je pa res že kar bogata zgodovina, dlje od 100 let že torej stoji. Tako se vila danes kaže v barvah, ki jih je ponosno razkazovala pred Prvo svetovno vojno. Vila Ruska dača prinaša izjemno obogatitev turistične, kulturne, kulinarične in doživljajske ponudbe ne le Gameljnam in Ljubljani, ampak vsej Sloveniji. In danes vas na ogled peljemo tudi mi, natančneje Pija, ki je posnela tale prispevek o Ruski dači. Pa si ga oglejmo. Dragi gledalci, lepo pozdravljeni danes izpred Ruske dače tukaj v Gameljnah, kjer, kot smo rekli, vedno sije sonce. Z mano je lastnik Ruske dače, Aleš Musar, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni in dobrodošli na Ruski dači. Vse še kar diši po novem, v ribniku že pričakujete ribe. Kdaj bo celotna prenova končana? No, prenovo same Ruske dače smo zaključili že v letu 2019, ampak letos smo se lotili še urejanja parka, tako da bo tudi tole naše nekako zunanje prizorišče za čez poletje. V 2 tednih mora biti vse zaključeno. Z dogodki pravite, da ste že začeli. Kakšna pa je prava zgodba pravzaprav za to Rusko dačo? Zakaj je ruska? Zgodba Ruske dače nima tako zelo veliko za opraviti s dejanskimi Rusi. Hišo, ki je tukaj stala kakšnih dobrih 20 let, je leta 1907 kupil bogat ljubljanski trgovec Franc Petrič in jo v enem letu predelal v ruskem stilu, tako da je leta 1908 tudi uradno postala vila. Uporabljala jo je družina Petrič kot neke vrste vikend izven Ljubljane, stanovali so v centru Ljubljane in prav zaradi teh let, med 1908 in 1915, ko je družina zapustila Rusko dačo, je bila hiša razglašena za kulturni spomenik. To je bilo leta 2011. Od kod pa potem ta pridevnik ruska? No, zares je preurejena v stilu, ki je takrat veljal za ruski stil tukaj v centralni Evropi. Verjetno je gospod Petrič imel za zgled stavbe, ki jih je videl na panslovanski razstavi v Pragi nekaj let pred tem. In lep primer podobne Ruske dače imamo v Italiji, kjer so postavili podobno zgradbo v čast obiska carja Nikolaja, ko je obiskal italijanski dvor leta 1909, se pravi ob tako rekoč enakem času. Ko ste prenavljali, ste se vrnili k letu 1908. Koliko časa pa je potekala zdaj prenova? Ali izgleda res tako, kot je izgledala 1908? Ste kaj dodali? Za videzom naše Ruske dače lahko stojimo. To so barve, to je podoba, ki jo je Ruska dača imela prav leta 1908. Prvo leto po nakupu, se pravi leta 2017, so celo leto so potekale priprave na prenovo. Izdelovan je bil konzervatorski načrt. Vsaka površina v Ruski dači je bila sondirana do prvotnih plasti barve in teh plasti je bilo vmes do 15. Tako da so naši restavratorji razkrili, katere barve je res nosila v letu 1908 zunaj in tudi znotraj. In vse vzorce, ki so bili znotraj, smo takrat tudi lahko posneli. To bomo videli nekoliko kasneje, ne? Tako, definitivno. Posvetiva se mogoče še malce temu prostoru tukaj. Se pravi, park zdaj urejate, gledalci zdaj sicer ne vidijo, ampak veliko dreves še pripravljate. Kakšna bo končna podoba parka? No, predvsem zelena, ne. Želimo, da imamo tukaj en velik ozelenjen prostor, travnik, okrog katerega bodo drevesa in grmovnice, tako da ustvarimo tudi zunanji prostor,
ki nas bo nekako popeljal v tista leta pred Prvo svetovno vojno v tem smislu, da so to bila leta, ko se je pravzaprav živelo kar udobno, če si imel seveda denar. To so bila leta udobja, razkošja, ugodja in ene take mirne atmosfere. Znotraj dače mislim, da smo jo že uspeli tako atmosfero nekako pričarati, zdaj pa želimo še v zunanjosti imeti tako okolje, kjer si res lahko miren, ko prideš sem in se spočiješ na nek način, ali pa se udeležiš kakšne prireditve, zasebne ali javne, koncerta, ki jih tukaj organiziramo. Koncert ste že organizirali, koncert v poklonu Mojmirju Sepetu. Kje točno je potem postavljen oder? Tukaj sva zraven ribnika ali če pridemo kot gledalci na koncert, bomo lahko sedeli takole za mizami? Vsekakor. Na vsakem našem koncertu, lansko leto smo jih imeli 15, če se ne motim, letos jih planiramo več kot 20. Vsi gledalci sedijo vsak za svojo mizo ali pa pač družine za svojimi mizami. Oder lahko postavimo na več različnih načinov. Na koncertu Alenke Godec in Eve Hren v spomin na Mojmirja Sepeta je bilo skoraj 150 ljudi, tako da smo ga postavili sem v center parka, pa so potem ljudje pač sedeli okrog in blizu dače. Drugače pa smo že lansko leto ga postavili tako, da so recimo izvajalci bili prav zraven dače in so lahko gledalci gledali v dačo tudi med koncertom, tako da je bilo več užitkov za oči, za ušesa. Pa takrat, ko je dovoljeno, seveda se med koncertom tudi kaj postreže, tako da tudi ostala čutila pridejo na svoj račun. Odlično. Kako pa bo s koncerti letos poleti? Koga kaj načrtujete? Kdaj približno jih bomo lahko videli? No, v kratkem bo tule nastopil Oto Pestner, potem mu sledi Erojka, pa Vlado Kreslin, pa ansambel, ki poustvarja glasbo Beatlov. Vmes imamo nekaj predstav, ki jih delamo skupaj s Špas teatrom v okviru njihovega Špasnega poletja. Spet bo z nami Manca Izmajlova enkrat avgusta, ampak ne bomo še čisto vsega razkrili, ker spremljajte nas sproti, ko objavljamo naše najave koncertov. To verjetno na vaši spletni strani in na Facebook profilu lahko najdemo? Tako in pa tudi na spletni strani Eventima, kjer se da dobiti vstopnice. Odlično. Lahko pripeljemo s seboj mogoče tudi kakšne pasje ljubljenčke? Seveda. Psi so tukaj dobrodošli in lastniki natančno vejo, kaj morajo s svojimi ljubljenčki narediti, in jim popolnoma zaupamo. Za pse imamo tudi 2 skodeli za vodo, eno za majhne pa eno za velike. Kaj pa ribnik? Ribnik pa ni za pse? Ribnik pa rajši ni za pse, vse pa kakšni psi skopajo v Gameljščici. Namreč na drugi strani naše dače teče potok, ki je bogat z ribami, takimi, ki se jih ne sme loviti, ker jih tukaj ribiška družina goji, to so prave potočne postrvi. Na tistem potoku imamo tudi divje race, ki stalno prebivajo na našem koncu potoka, tako da je kar lepo okolje, tudi kar se vode tiče. Kar pestro tudi živalsko življenje. Nam lahko mogoče zaupate še kakšne ribe bodo pa živele tukaj v vašem ribniku? Je ribnik bil tudi že od vsega začetka, od leta 1908, torej zraven dače, ali je to potem ena od novitet mogoče, ki ste vseeno vpeljali? Ko je družina Petrič uporabljala rusko dačo leta 1908, je pred dačo na Gameljščici stal jez, tako da so imeli pravzaprav mirno vodo in nekoliko višjo gladino, kot je zdaj. In to mirno vodo smo poustvarili zdaj na drugi strani dače, ampak tudi iz čisto praktičnega razloga. To veliko travno površino je treba čez poletje zalivati in ribnik nam pravzaprav služi kot zalogovnik vode za zalivanje, hkrati je pa seveda zelo lep. No in tukaj imamo eno zgodbico glede rib, ki bodo v ribniku, namreč prva želja je bila imeti koj krape in specialisti iz družbe Vodni svet, ki nam je ta ribnik postavila, je rekla, da ne moramo imeti hkrati lokvanjev in koj krapov, kajti koj krapi vse pojejo, ker je v vodi, tako da je eno ali drugo in potem smo se odločili, da naj le bodo lokvani, pridejo pa potem zlate ribice, tiste nekoliko večje. Se pravi, če bojo ribe, pa tudi komarjev ne bo?
Komarjev načeloma ni prav veliko tukaj, vsekakor ne bodo na tem ribniku gor rasli. Če pa odkot druge priletijo, pa ne moramo prav veliko pomagati. Seveda. No, zaenkrat najlepša hvala. Po glasih, ko se vrneva, pa vam pokaževa še tudi nekaj notranjosti. Ostanite z nami. Lepo pozdravljeni nazaj v rusko dačo, kjer zdaj nadaljujeva še z obiskom notranjih prostorov. Tu, kjer se zdaj nahajava, tu se imenuje zeleni salon, je tako? Tako smo ga poimenovali, ja. Pravzaprav nas je soba sama vodila v svoje barve. Namreč, ko so razkrili plasti poslikave, se je pokazalo, da je bila leta 1908 naslikana tale, ki se jo vidi tule v zelenih tonih na zeleni podlagi, in potem smo pač zeleno podlago potegnili po celi sobi in posledično evo, je zdaj vse v nekoliko zelenem. Dodali smo tudi kakšen element, ki se ga vidi morda na mizi v zeleni barvi, tipičen ruski kamen malahit. Čeprav, kot rečeno, Rusi so tu bili samo najemniki v 20 letih, za 2 leti, ta ruski pridih je takrat dejansko dodal gospod Petrič. No, kaj pa naprimer tale oprema, vse, ki ste jo dodali? Tukaj vidiva za sabo gramofon, vidiva sliko. Je to vse iz tistega obdobja? Je to originalno bilo že tukaj? Žal, po 100 letih po odhodu družine Petrič tule ni ostalo nič. Ko sem leta 2016 kupil dačo, ni bilo niti enega kosa pohištva, niti stopnic ni bilo več v dači. Ampak cilj je bil narediti ambient, kakršnega bi si lahko ustvarila bogata meščanska družina v letih pred Prvo svetovno vojno. In dodati še kakšen ruski element noter, pa potem stvari, ki nam pripovedujejo zgodbe o času, o dači, o družini. No, tale gospa tule je ruska carica Ana Ivanovna iz 18. stoletja. Gramofon je pa pravzaprav rekvizit za tako imenovano cesarsko večerjo. Namreč leta 1908, tedaj, ko je nastala dača, je cesar Franc Jožef praznoval 60-letnico vladanja. In ljubljanski garnizon je v to čast organiziral velik banket v Unionski dvorani. Jedilnik tega banketa nam je pomagal profesor Janez Bogataj dešifrirati, tako da je iz tistih 6 vrstic na originalnem jedilniku, ki ga imamo na dači, naredil recepte, ki so bili veljavni za takratni čas. In to imamo večerjo v 5 hodih in z eno aretacijo. Namreč večerja ni samo večerja, ta večerja se pravzaprav odvija znotraj gledališke predstave. In gostitelj večerje je gospod Franc Petrič s svojo družino. Za nas Franca Petriča odigra Jernej Kuntner. No, in Franc Petrič je imel leta 1915 kar nesrečno usodo, namreč takrat so ga obtožili, da je Italijanom sporočal o premikih avstrijske vojske, ga aretirali in na koncu tudi usmrtili. Tako je dača pravzaprav prišla izven lastništva družine Petrič. Avstrijska država jo je takrat zaplenila, Franc Petrič je bil po vojni sicer rehabilitiran, ker tiste obtožbe so bile pač za lase privlečene, družina je dobila odškodnino, ampak vrnila se pa sem ni nikdar več. No, ampak v naši večerji Franc Petrič sprejme svoje goste z menijem iz tiste cesarske večerje, s penino, ki jo še vedno proizvajajo tako, kot so jo točili leta 1908. Katera pa je to? Temu se reče Vöslar Goldeck. Avstrijska penina iz spodne Avstrije, iz čistega zelenega veltlinca. No, in na koncu te večerje je seveda tista aretacija, več od tega pa ne povemo, ker Franc Petrič naj bo tisti, ki popelje naše goste skozi te 2 uri in pol večerje in zgodb iz časov izpred Prve svetovne vojne. Ali to organizirate za zaključene družbe ali tudi tako bolj za odprto javnost? No, na razpolago je za zaključene družbe manjše do 10 oseb je ravno v temle zelenem salonu lahko organizirano in načrtovali smo pa tudi organizacijo za odprto družbo, se pravi, da pač razpišemo termin in se ljudje lahko prijavijo, in eno tako smo tik pred lansko
korono jesensko uspeli izvesti. Tisto se pa potem odvije v naši kavarni, čim je kaj več kot 10 ljudi. Pa je to ponavadi povezano z ogledi ali na oglede lahko pridemo tudi posebej? Na oglede ruske dače notranjosti namreč lahko ogledate samo skupaj z našim vodnikom. Vabimo vse ob sobotah ob 11 in ob 12 in zdaj čez poletje tudi ob sredah ob 6 popoldne. Namreč te sobe so privlačne, ampak če ni zraven tistih zgodb, ki nam jih povedo predmeti, je to pol manj zanimivo. No in bom izkoristila za to, da še vas, dragi gledalci, malce popeljem po tejle sobi. Kot sva že povedala, je soba, ki je zelo ustvarjena tudi v zeleni barvi. So tudi kozarci, ki jih na primer lahko vidimo iz tistega obdobja. Ja, res je, to je zeleno češko steklo. Čehi so bili največji mojstri izdelovanja barvnega stekla in to je bil naš domači proizvod. Navsezadnje smo bili takrat tudi mi del tega istega imperija, v katerem je bila Češka. Kaj pa te ostale slike, ki jih lahko tukaj vidimo? Kje ste jih na primer našli? No, ravno tale, ki jo zdaj le kažete, ta je ena izmed večjih dragocenosti, vsaj v mojih očeh, v ruski dači. To je slika Vilinski ples, ki jo je sredi 19. stoletja naslikal Mihael Stroj, en izmed velikih slovenskih slikarjev 19. stoletja. To je pa čisto resen del slovenske kulturne dediščine. Slika je ostala v družinski lasti od slikarjeve smrti do pred 3 leti. Leta 1970 jo je njegova prapravnukinja posodila Narodni galeriji za pregledno razstavo slikarjevih del in katalog te razstave imamo v naši knjižnici. Potem pa je gospa Edith Hej odpeljala nazaj na Dunaj, seveda. Ko je pa nekaj let nazaj umrla, so njeni nasledniki dali nekaj njenega premoženja na dražbo in jaz sem tole kupil na Dunaju in zdaj je trajno v Sloveniji in mislim, da nam prav lepo da en lep poudarek v našem zelenem salonu. Za kakšen prizor pa gre? To je domišljijski prizor nimf, vodnih nimf, ki plešajo, mogoče bi lahko vezali na Rusalko, recimo, ki jo je Smeta napisal nekoliko, par 10 let kasneje morda. No pa tudi, če se razgledamo naokoli, veliko je torej starinskega pohištva, tam vidim čudovite intarzije, kaj nekaj, ko izgleda kot Ares, imam prav? Mislim, da sta tole vendarle prizora iz začetka trojanske vojne, se pravi Paris in pa Afrodita na drugi strani. Morda Helena. Je bilo težko dobiti vse te starinske predmete? Vsak predmet, ki je v dači, je bil kupljen z točno določenim namenom, za točno določen kot, tako rekoč. In tale pohištvo iz enega izmed berlinskih salonov je bilo kupljeno na dražbi v Nemčiji. Starega pohištva pravzaprav ni tako zelo težko kupiti, bolj ga je naporno pripeljati sem. Namreč v Sloveniji imamo nekoliko manjši izbor vsega, ampak treba je računati na to, da Petriči so leta 1908 imeli na razpolago vse iz cele Evrope. Kataloška prodaja je takrat polno živela. Znamenita firma VMF za kovinske predmete, ki še danes obstaja, je takrat imela 4 cm debel katalog svojih proizvodov, ki so jih ljudje lahko naročali. Pohištvo iz mahagonija je bilo najboljše v Angliji in če so ga meščani želeli, so ga naročili po katalogu in je par tednov kasneje prišlo po železnici. Se pravi, neka taka, bi lahko rekli, starinska Ikea. Tako rekoč z nekoliko višjimi cenami. Kako pa je z vzdrževanjem teh predmetov? Tako kot bi vzdrževali moderne predmete, s tem, da če imate masivni les, je nekoliko trajnejši. No, super. Predlagam, da si pogledava še naprej kakšno sobo, vendarle tukaj tale zeleni salon ni edini. In če mogoče tale del zaključiva kar s tem, kar sem videla na hodniku, nekaj zelo ruskega, kar bo potem povezano tudi z prihodnjim blokom. Če sem videla prav, se tukaj le za ovinkom skriva en takle samovar.
Aha, mimo grede, tukaj je še spalnica, ali lahko v tej spalnici tudi preživimo noč? Seveda, spalnica je temu namenjena, urejena je bila za oddajanje tik preden se je začel drugi val korone v lanskem letu, tako da smo zdaj spet pripravljeni za sprejem gostov v naši Petričevi spalnici. Pa še dve imamo potem gor na podstrehi. Sicer pa brez skrbi, kopalnica je povsem nova, tako da vas ne rabi skrbeti, da se boste tuširali s kakšno vodo iz škafa ali kaj podobnega. No, zdaj pa kot še obljubljeno, zdaj le za zaključek, naj pokaževa še tole. Tole je pa čisto pravi ruski samovar, je res? Res je, čisto pravi ruski samovar. Če pogledamo še bliže, boste videli pečate iz carskega časa tamle na samem telesu. To so nagrade, ki jih je ta firma za izdelavo samovarjev prejela na raznih sejmih v Rusiji. In takle samovar je imel spodaj gorilnik, po centru samovarja teče neke vrste dimnik. Kar pokažete mogoče, kje je to bilo? Gorilnik se je postavil tukaj spodaj, potem je skozi center teče dimnik. V obodu samovarja se je tako grela voda. In ste imeli vročo vodo ves čas na razpolago. Na vrh samovarja, prav na dimnik, kjer je bilo najbolj toplo, pa so postavili čajnik z zelo, zelo močnim čajem. In potem se je vsak lahko ta čaj razredčil do tiste jakosti, ki mu je najbolj ustrezala. V Rusiji je čaj, pravi čaj, črni čaj, še vedno precej bolj popularna pijača od kave. Lahko ta čaj potem pri vas na večerji, naprimer, tudi naročimo? Seveda, pri nas imamo tudi izbor čajev iz ene izmed najstarejših čajnih hiš, Daman, v Evropi. Ja. No, nekaj več o ruskih čajih pa že v naslednjem bloku. Ostanite z nami.